Prehajamo na 3. točko dnevnega reda. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta gradnja in nabava opreme v zdravstveni dom Kamnik. Dokument identifikacije investicijskega projekta je objavljen v gradivu številka 8. Predlagatelj je župan oziroma zanj podžupan, poročevalci pa Boris Ravbar, Katarina Vegal, Anja Sagadin Bedrač, Lidija Dolgan Žvegla. Lidija, izvolite. Hvala. Se pravi, naslednji dokument, ki smo ga pripravljali, je bil dokument za investicijo v zdravstveni dom. In sicer vlada je izdala sklep, na podlagi katerega sofinancira investicije v primarno zdravstvo, ki so izračunane glede na, mislim, da je določen, sam trenutek. V glavnem občina Kamnik pridobi iz tega naslova nekoliko več kot 2 milijona, je upravičena do nekoliko več kot 2 milijon sredstev, in sicer 2 milijona 400 v letih od 2022 do 2028. Občina Kamnik, sam trenutek. Občina Kamnik je soustanoviteljica zdravstvenega doma skupaj z občino Komenda, in sicer so razdeljeni v deležih. Občina Kamnik ima 85%, občina Komenda ima 40%. Na podlagi tega sklepa, ki je bil izdan, je sofinanciranje upravičenega dela, kar pomeni, da to je gradnja, izključno gradnja, brez nadzora gradbenega, pa investicijske in projektne dokumentacije in pa upravičena nabava medicinskih naprav in pa vozil. 70% sofinancira občini Kamnik in pa 50% teh upravičenih del sofinancira občini Komenda. Zdravstveni dom Kamnik je podal neko oceno, kaj vse bi potrebovali oziroma katere investicije nameravajo narediti do leta 2028. Mi smo to združili v ta dokument, ki je v bistvu nek začetni dokument o identifikaciji, ki se bo, vkolikor bo potrjen, potem z nadaljnjimi dokumenti, investicijskim programom, bolj natančno določil, se pravi, vrednosti investicije, ki se lahko še spremljajo glede na ponudbe, ki jih bodo prejeli, in pa mogoče kakšna stvar, da bi lahko še dodatno dodali ali pa odvzeli. Ključne stvari so v bistvu, da bi se v zdravstvenem domu dogradilo drugo nadstropje, kjer bi se lahko uredilo za dodatne sobe, ordinacije za psihiatra in pa za patronažno. Narejena so v bistvu že DGD, medtem ko PZI pa še niso pripravljeni. Poleg tega bi se investiralo, oziroma nekaj se že investiralo v zdravstveno opremo, hkrati pa namerava zdravstveni dom kupiti reševalno vozilo, vozilo za patronažno, vozilo za urgentnega zdravnika in pa pač neke še dodatne medicinske pripomočke, kot so rentgen, EKG in pa vse to, kar je v bistvu noter natančno opisan. Tako, to zelo na kratko, investicija pa se, kot sem rekla, bi bila do leta 2028. Vključno, se pravi, občina Kamnik in pa občina Komenda. Če povzamem mogoče na tole, če vas še zanima vrednosti, ki so, koliko bi v bistvu, se pravi, upravičenega dela, slabi 600 tisoč bi bilo občine Kamnik in pa neupravičen, se pravi to, ko sem naštela, se pravi vse tisto, kar ne sodi, se pravi gradbeni nadzor, vsa dokumentacija, vse to je pa v bistvu pa davek, je pa neupravičen del, to je pa dobri 450 tisoč. Ok, hvala lepa. Odpiram razpravo. Delovna telesa? Ne. Svetniške skupine?
Vojko Tonin, izvoli beseda. Lep pozdrav vsem skupaj, pa hvala za besedo. Mene tlele zanima par stvari, oziroma našo svetniško skupino. Tlele piše, glavni cilj izvedbe investicije je namen zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev. Zanima me, tlele piše, to se pravi 4 ordinacije, to razumem, za 6.000 dodatnih pacientov. Me zanima, kaj to pomeni 6.000 dodatnih pacientov. Ali so to pacijenti iz občine Kamnika, Komende, ali se to smatra, da se poveča zdravstveni dom za dodatnih 6.000 pacijentov, potem pa tako, kot je že letos bilo, glede izbire zdravnika, tisti, ki pride prej melje, ne. Jaz sem februarja tukaj postavil vprašanje, na katerega mi je odgovoril direktor, glede upokojevanja zdravnikov, pa je bilo rečeno, nobenega problema ne vidijo, vsi bojo imeli vse zagotovljeno. Dobro, jaz poznam, pa sam sem tudi eden tistih, ki je zdravnik šel v penzijo, pa do danes nimam možnosti izbrati novega osebnega zdravnika, ne. In me zdaj zanima, če bo če v to kvoto oziroma, ko bojo prišli zdravniki, ali je možnost občanov Kamnika in Komende, da se prej dobimo mesto, ker smo ga že nekoč imeli v zdravstvenem domu Kamnik, pa nismo mi krivi, da smo ga izgubili, ker je šel zdravnik v penzijo, ali bomo izpostavljeni temu, da kdo bo prej prišel, se bo prej prijavil, pa ali bo to iz Ljubljane, iz Kranja, pa mogoče nekateri so tudi celo hodili, da iz Brežic so prijavljeni v Kamniku, ker ne vidim smisla. Mislim, da bi bilo boljše, da nekako se zagotavlja občanom Kamnika tukaj oskrbo, ne pa, da moramo potem mi hoditi v druge občine, ker so dodatni stroški, pa tudi, mislim, stvar ne bo laufala, no. Težje je hoditi v krog, ker pa če imaš v domači občini zdravnika. Sicer pravijo, je zagotovljena oskrba za vse s temi administrativnimi ambulantami. To se sliši dobro, se oskrbejo, te če kaj priješ, ampak vedno priješ do drugega zdravnika. Ti pa ne moreš vsakeč tam 10-15 minut na novo zdravniku razlagati, kaj vse imaš, pa kakšne težave imaš, je pa fajn, če imaš svojega zdravnika, ki te pozna in ki ve, kakšne težave imaš. V glavnem, toliko me zanima. Hvala. Hvala lepa. Svetnice, svetniki. Aleksandar Rušič, Sandi, izvoli besedo. Ja, hvala za besedo. Dejstvo je, da zdravstveni dom Kamnik absolutno potrebujemo, ne. Navezal se bom na to aktualno problematiko, ker vem, da so ljudje stali v vrstah, da so se vpisovali za zdravnike, pa marsikdo neuspešno in tukaj generalno problem naše države, ne. Se pravi, spet milijoni se bojo vlagali v infrastrukturo, nimamo pa osnovnih stvari poskrbljenih, se pravi, da bi kader imeli, ne. In razumem, da bo občina Kamnik oziroma zdravstveni dom Kamnik izkoristil to šanso, če že denar dajajo, ampak mislim, da je tukaj vsem potrebno s konkretnim razmislekom, kaj od tega res potrebujemo, ne. Tukaj zdaj en plan, ali vse te ambulante rabimo. Jaz sem letos na srečo sam enkrat bil v zdravstvenem domu in to je v bistvu zdaj podobna situacija, kot je bila v času covida, je še kar, ne. To že debel pogledaš, če koga na hodnikih srečaš, ne. In vsem tem se vprašam, a res rabimo še nove ambulante. Absolutno verjamem, da rabimo imeti varen in ta prav vozen park, ne, ki je ključno dostikrat, ampak a rabimo vse še to, je pa vprašanje, no. Sploh pa, če je na drugi strani problem kader, a ne. Mi bomo zdaj vložili tlele milijone v infrastrukturo, na koncu pa bojo praznega kadra, no, ne. Tako da, zadeva dobro razmišljena, ne bom komentiral, ker je to stvar stroke, a ne, ampak me pa vsem zanima, kaj pomenijo te neupravičeni stroški, ne. Občini Kamnik 460 000, a to je iz proračuna
ker nisem čist dober zastopil iz gradiva, ali je to del, ki ga bo pokril zdravstveni dom Kamnik, pa je tukaj občina Kamnik sam tista, ki pelje investicijo. To je moje vprašanje. Hvala. Hvala lepa, Sandi. Besedo predajam Nataliji Berlec. Natalija, izvoli. Hvala lepa, lep pozdrav vsem skupaj. Jaz se bom nanašala malo na moja predhodnika. Ja, tudi mene zanima, zakaj ravno 4 ambulante za družinske zdravnike? Je to tisto, kar potrebujemo? Verjamem, da ja, seveda. Kako je s kadri, da ne bojo potem res ostale pač pravzaprav te ambulante prazne? In pa pomislek v bistvu, kako je s parkirišči. Mislim, da so tam parkirišča zelo obljudena. Vsako jutro, mislim, okrog 6:30 moraš priti, če želiš, da lahko parkiraš, ob 7 si že nekoliko pozen. Mislim, da bi bilo to tudi treba majčkeno razmisliti. Hvala. Natalija, hvala lepa za vprašanje. Bi prosil Katjo za odgovore. Katja, izvoli. Ja, mogoče na kratko. Mislim, da pač vsi smo seznanjeni s to stisko, predvsem kar se tiče izbire osebnega zdravnika oziroma da je pač kronični primanjkljaj družinskih zdravnikov po zdravstvenih domovih. Zdaj tako, če pač to, kar ste vi omenili, gospod Tonin, če pacient pride oziroma občan oziroma kdorkoli, tudi če pride, ne vem, s Portoroža, iz kjerkoli, zdravstven dom nima, pač zdravnik nima oziroma medicinska sestra nima osnove, da tega pacienta zavrne oziroma da ga ne vpiše. Vkolikor so mesta prosta, ga pač more vzeti. Ko je normativ izpolnjen nad 10%, takrat šele se lahko paciente, nad 10%, kar je določene glavarine. Od takrat naprej se lahko pacienti zavračajo, do takrat se more pa pač vsi, ki se želijo pač vpisati, jih pač morajo sprejeti. To je to, kar se tega tiče. Jaz ne vem, oziroma na občini smo pač zaupali, to je v celoti predlog, kar se tiče investicije, v celoti predlog vodstva zdravstvenega doma. Mislim, da drugega, da jim zaupamo, da nam kaj drugega ne preostane in okolikor pač tako, ne vem, saj imamo tudi možnost, da se vodstvo zdravstvenega doma oziroma direktorja povabi na eno izmed naslednjih sej v prihodnjem letu, kako so si to oni pač zamislili. Glede na te vse težave, ki se pač nastajajo v zdravstvu, ki verjetno še tudi bojo, da ta varianta obstaja, no pa vam bo on pač bolj podrobno razložil, kako so si to zamislili. Kar se pa tiče teh neupravičenih stroškov, občina Kamnik oziroma občina Komenda ne prispevata pri tej investiciji ničesar. Sredstva, ki zmanjkajo, do pač se jih zagotovi iz presežkov iz preteklih let javnega zavoda, tako da direktno s proračuna se ne bo plačevalo ničesar. Katja, hvala lepa za odgovore. Še kdo? Ne? Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. In sicer občinski svet občine Kamnik potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta gradnja in nabava opreme v zdravstveni dom Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Od 28 prisotnih za jih je bilo 27, 1 proti. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.